V prvem obračunu proti norveškem prvaku Rosenborgu nenadejano poraz 1-3 in s tem slab izhodiščni položaj za povratno tekmo, ki bo v torek v Trondheimu. V primerjavi z evropsko zasedbo tokrat ena sprememba. Alex Pichler je nadomestil kaznovanega Alexa Krecuja. V prvem polčasu zelo malo priložnosti, predvsem Norvežani so se osredotočili na obrambno taktiko, poizkusi predvsem od daleč, enkrat Rok Kronaveter. Potem pa najresnejši poizkus Andreja Kotnika. Rosenborg v prvem polčasu ni prišel do priložnosti, zato pa hud udarec in najslabši možen začetek drugega polčasa v 51. minuti, prosti strel s precejšnje razdalje in žoga je končala za hrbtom Kenana Pirića. Priložnost za izenačenje nekaj minut zatem poizkus Kronavetra iz obrata. Namesto izenačenja pa povišanje vodstva, tokrat je z desne strani podal Meling, Söderlund pa zabil svoj drugi gol na tekmi. Slovenski prvaki kljub temu niso obupali, ampak so iskali najprej znižanje rezultata in do njega prišli po silovitem strelu kapetana, njegovem 29. golu v Evropi. Toda znižanje rezultata ni trajalo dolgo. V naslednji akciji so Norvežani znova pobegnili na 2 gola prednosti, strelec je bil po zmedi v mariborski obrambi Jensen. Do konca tekme so Norvežani še bolj izrazito branili svoj rezultat, edina priložnost pa prosti strel Kronavetra tik pred koncem. Ostalo je pri 1-3 in veliko dela za povratni obračun v Trondheimu. Do tega njihovega prvega zadetka je bilo malo videti. Mi res nismo prihajali z lahkoto v priložnosti, pa vendar smo na igrišču bili prisotni. Zavedali smo se, da bomo težko to prebili, da se znajo zelo dobro braniti. In mislim, da je bil to ključ tega, da dobiš prvi zadetek, ko ti vzame neko vero, da lahko kaj narediš. Tako da, še posebej, ko imaš nasprotnika, kateri pokaže veliko kvalitete. Čvrsta tekma smo že vedeli, to smo videli že prej, vse smo imeli analizo in mislim, da gol je bilo v naš napako in mislim, da ni še konec, moramo zdaj popraviti naš napak in imamo še 90 minut zunaj in želimo zmagati. Še pred potjo v Norveško pa naslednja tekma v domačem prvenstvu. Ljudski vrt vabi ponovno v soboto, nasprotnik pa novi prvoligaš Tabor.